Jaz sem zdaj tale film gledala že tretjič, pa me je spet spravil čisto jok, pa tudi brala sem ob tem filmu, a ne, kako so ljudje po vsem svetu, ki so ga gledala, ne, šli precej objokani iz dvoran. In je res neverjetno, sva se z mojo današnjo gostjo pogovarjala, kako te vsakič, ko gledaš, ne, spet gane in kako vidiš nekaj drugega. Aha, a nižje, a sem preveč glasna bila? A pretiho? No, skratka, jaz sem zelo vesela, da je današnja gostja Jana Mali, profesorica na Fakulteti za socialno delo. Kot sem že na začetku povedala, se pravzaprav med drugim, med raziskovanjem in z vsem tem ukvarja tudi z medgeneracijskimi odnosi in predvsem tudi z dolgotrajno oskrbo. Tako da me prav zanima, Jana, vaš najprej odmev na ta film, kako ste ga danes doživela. Ja, lepo pozdravljeni, upam, da me slišite. Najlepša hvala za povabilo, no, najprej z vaše strani. Tudi to priložnost, da sem ta film tudi si lahko pogledala, danes drugič, in moram reči, da sem nekatere druge poudarke, no, zagotovo danes doživela kot prvič. Prvič, ko sem ga gledala, moram reči, da sem nekako bolj pozornost dala babici. Ne, čeprav je glavna vloga vnuka, se mi zdi, no, ta bolj v ospredju, danes sem mogoče bolj, ne, sem to vlogo bolj nekako čutila pa jo podoživljala, ampak prvič se mi je zdelo pa, da pa tudi, da bi danes, no, spregovorila z vami, s publiko, bolj o babičini vlogi, ne. Prav zaradi tega, ker tudi sama se pač v svoji poklicni poti, sprva sem delala kot socialna delavka v Domu starejših občanov Preddvor, zdaj pa že več kot 20 let na fakulteti kot predavateljica, raziskovalka prav tega področja socialnega dela s starejšimi. In se tudi v sklopu, ne, mojega dela tako res, ne, posvečam in želim dati mesto, osrednjo vlogo tudi v poklicu našem starejšim. Se pravi, da se ali v okviru dolgotrajne oskrbe ali sicer nekako poudari, tako kot ste na začetku rekli, avtonomnost starejših, možnost, da imajo centralno vlogo oziroma da imajo sploh vlogo odločanja o svojem življenju, ne glede na to, pač kaj se zgodi v našem življenju, ne. Sploh ta zadnja izkušnja pred leti epidemije covida-19 se mi zdela je dala neko osrednjo vlogo starejšim, ampak po drugi strani pa istočasno potisnila v kot. Ne, kje je bil glas starejših takrat, kje so bile konec koncev, ne, tudi njihove želje, potrebe. To se mi zdi, da res manjka v današnjem svetu, in tudi prvič, ko sem ta film gledala, se mi je zdelo tako, da so domači želeli, ne, nekako upravičiti svojo vlogo skrbi na način, ne, da nekako ne, želje babice potisnejo na stranski tir, no, in to se mi zdi v tistem, ne, momentu skrbi, ki ga imamo do drugih ljudi, da to avtomatično tudi naredimo sami. In da to presežemo v tej želji, da dobro naredimo za ljudi, prezremo njih same, ne. To se mi zdi, da tudi sicer v pomagajočih poklicih, ne, kot strokovnjaki to napako pogosto delamo, in da je ta novejši pristop pa tudi razumevanje skrbi za drugega, da mora temeljiti na tem, da ti prvi vidiš človeka z vsemi potrebami, željami, spremembami življenjskimi in da organiziraš pomoč na tak način. No, in to se mi zdi v filmu je bilo sicer prikazano skozi vnuka, pa skozi njegovo pač to življenjsko obdobje, ko se tudi uči, a ne, ko babica mu da priložnost, da se uči, predvsem to, ne, kako razumeti medsebojne odnose, saj verjetno, ne, tudi mama dosti tega prej že dala, to ne vemo, nas režiser ne spusti toliko ta odnos z mamo, ki ga ima, ampak bolj je osrednji ta odnos babice in pa vnuka. Ampak kakorkoli, ne, se mi zdi, da babica ga nekako postavi v to funkcijo, da se nauči, da je to pomembno, ne. Seveda nekaj ima tudi v sebi, nekaj ima privzgojeno, ampak ne, ta, se mi zdi, njena vloga je tako prikazana, a ne, da pusti gledalca v ta razmislek, ne, kako lahko ta neka dobra naša želja po pomoči včasih naredi tudi veliko slabega, ne. In zdaj recimo, ko to govorim, imam pred sabo tudi ljudi z demenco, tudi s tem se veliko ukvarjam, in dejansko se je pokazalo recimo v razvijanju skrbi za ljudi z demenco, da je treba se postaviti
ti kot skrbnik, kot oskrbovalec, ne, moraš v bistvu prevzeti tako vlogo, da daš centralno vlogo človeku z demenco, da se postaviš nekako v ta položaj, da raziščeš, kaj ta človek še zmore, kakšne sposobnosti ima in da organiziraš pomoč na ta način, da čim dlje te sposobnosti ohranja. A ne. In seveda pri tem, a ne, dostikrat ne pomaga, da ti skrivaš drugmu, prikrivaš, kaj se s človekom dogaja. Ne. Se mi zdi tako posrečeno bilo tudi v tem filmu prikazano, ja, da ne, če so ljudje sposobni razumeti, pa sprejeti realnost, da jim to tudi nekako predočeš. Ne. Tako da res prvič, ko sem gledala ta film, mi je bilo tako zelo pomembno, ja, a ne, prikazano prav v tem smislu. Ta preveč zaščitniška drža drugih velikokrat dela tudi kakšno škodo. A ne. In se v bistvu tudi, ja, mogoče pa tudi, zdaj, ko to govorim, razmišljam v tem smislu, želimo mogoče biti preveč zaščitniški, zato da sebe ohranimo. Da sebe zaščitimo, ne, v nekem prepričanju, da bomo drugega zaščitili. Ne. Ampak prav ne, ta zaščitniška drža, neodkriti odnosi, včasih potem še več bolečine povzročajo. Ne. In bolj, ko se recimo življenje izteka, tudi po mojih izkušnjah, a ne, manj je tega prostora, pa časa, da ti lahko, ne vem, ali razrešiš neke stvari, ki jih v preteklosti nisi, ampak je še vedno čas. Ne. Tudi če je, ne vem, nekaj mesecev, nekaj tednov življenja ima človek pred sabo zaradi raznih neozdravljivih bolezni in tako naprej, ne, to še ne pomeni, da je čas izgubljen. Ne. Ampak ta pripravljenost nas, se soočiti s tem časom, pa ga izkoristiti v ta namen, to je pa tisto, ne. Tudi na nek način, koliko smo vešči v tem, ampak tudi koliko smo pripravljeni v svetu, v katerem živimo, ne, ki je blazno nor in tako naprej, ne, z raznimi temi stvarmi, obveznostmi, ki jih imamo, ne mislim, gredo tudi na račun tega, da si ne vzamemo pol dosti časa za te stvari, a ne, da premalo vlagamo v naše odnose, ampak ne, prav take izkušnje, ne, kot so bile ne, zdaj prikazane in sploh ta, ne, razumevanje minljivosti našega življenja, se mi zdi, to so te teme, ki jih zlahka v današnjem svetu porinemo stran. In lažje je reči, ne, nimam časa se s tem ukvarjati, moram, ne, naprej živeti, ampak enkrat pridejo nazaj. Ne. Če ne zelo hitro v našem življenju, lahko na kasnejša obdobja življenja, ko se tudi sami recimo staramo, pa drugače doživljamo stvari, ali pa jih potlačimo, pa pridejo pol ven, ne vem, kot neke travme ali kot neke težave. Ne, ljudje pa iščejo razne priročnike, pomoč pri različnih zdravnikih. A veste, se mi zdi dostikrat, sej stvari, ne, preveč mogoče posplošujem zdaj, a ne, ampak marsikaj bi lahko tudi sami razrešili, če bi, ne, bolj odkrito gledali na naše življenje, pa mogoče tudi več časa namenili tem našim odnosom, ne, pa tem stvarem, ki jih sicer potiskamo stran. Ne. Jana, zdaj sem prav pomislila, ker prej, ko sva klepetali malo vmes, da je v odmoru, da to je pač seveda, ko sem brala v tem filmu, a ne, je mlad režiser in on je pravzaprav se odločil, da bo delal ta film tudi iz enih lastnih izkušenj, ker je kot otrok, a ne, preživel zelo veliko časa, je živel pri babici. In potem, ko se je odločil, da sta skupaj s tem soscenaristom začela snovati scenarij, se je za nekaj časa prav preselil nazaj k babici, zato da je pravzaprav se z njo veliko pogovarjal in se mi je zdelo zanimivo, da je pravzaprav omenil, da je želel posneti pravzaprav po eni strani film o teh odnosih medgeneracijskih, o tem, kako je bilo včasih, ko so bile družine večje in kako je potem, a ne, če živiš sam zase, in hkrati, da je želel s tem filmom narediti ga tako, da bi vsak od nas, ne glede na to, a ne, film je tajski, našel košček svoje zgodbe. In jaz mislim, da nam je to zelo dobro odprl. In to, kar smo se pogovarjali med odmorom, a ne, in tudi, ko ste rekli zadnjič, ko sva govorili po telefonu, da pravzaprav se dotakne zelo različnih tem, a ne. Tudi tega po eni strani, a ne, jasno, da vsak izhaja iz sebe, ne glede na to, kaj se mu godi. In tukaj meni se zdi ta sploh izraz, a ne, dramedija, ne, veliko humornih učinkov, pa kako je vsak gledal, kaj bo lahko dobil zase. Po drugi strani pa razpre tudi to, ko ste rekli zdajle,
kako v bistvu na nek način takrat pozabiš, a ne, kje pa je tisti človek, ki se ga, to, kar se ga dotika, ne, v tem primeru te babice. Mogoče je zdaj mesto najprej, da dam vam besedo, da še vi malo poodmevate, da ne bova samo midve govorili, tako da vabljeni. Kdo bi kaj? No, izvolite. Hvala. Dober dan. Jaz se zahvaljam seveda za izbor, ki je vedno izjemno dober. Je pa tole najbrž film za nas, tek smo ta stari, da začnemo malo misliti za nazaj, pa za naprej. Ampak veste, kaj imam asociacijo? Prvo, kar imam, da je odnos vzgoje, to je zančen gospod rekel, da mora biti vzor vzgoje mati, zato ker mati vsako delo dokonča, opere, zlika, skuha, pospravi in tako naprej. Oče pa neki se lot, pa se spomne, pa leti neki drugega delati. In ni tiste trdnosti, poleg tega pa ta nežnost, ki mama vdahne otrokom. In ta dvojna vzgoja hčer in sinov se pozna to v Ameriki, ki je veliko več črnih moških zaprtih v zaporih kot deklet, ker dekleta imajo tam dvojno službo in so pridne, oni pa v gengih. In mi je ta asociacija tega filma to dala pristop. In potem pa ta povratna informacija od otrok pride do babice. In ne vem, babica je tisti vzor, ki je stebr. In če tega stebra ni več, se kar sesuje vse skupaj. Zato, ker babici moraš jeti, babico moraš videti, babico moraš stisniti. Babica je tista, kar ti da srž družine, dokler je. Potem na koncu staneš pa ti babica. In se trudiš, no, in če ti lepo rečejo doma, da te ne bodo nikoli pustili sami, si lahko srečen. In to sem jaz doživela. Hvala lepa. Hvala. Bi še kdo kaj dodal? Meta, dajte povedati. Tukaj je gospa v drugi vrsti. Meni je zanimiva preobrazba tega vnuka. Prvo mi je nekako vsila se primerjava s to nadnizanko, ko smo jo zdaj gledali, Jane Austen, pa to je ista družbena ureditev, v kateri moški podedujejo ženske, pa praznih rok ostanejo, oziroma še hujši raka podedujejo. To je strašno boleča izkušnja te žene, tako plemenite in tako imenitne mame. Ampak ta preobrazba tega fanta se mi zdi pa zanimiva, ko se začne s tisto njegovo sestrično in kako pravzaprav se nauči ta fant, da ni dovolj streč nekomu, ampak da je treba biti udeležen. Pozornost pomeni, da čas posvetimo, da se spustimo v stanje tistega človeka, ki ga oskrbujemo in z njim delimo njegovo življenjsko usodo. In je zanimivo, kako pozno sicer, ampak enkrat ta babica začuti, da ta fant ni več samo, ne vem, služabnik, ampak da čuti, da čuti z njo, kako, no to tudi recimo pri otrokih, jaz čas pravim, ene antene imajo in vejo, a smo z njimi, ali smo sicer samo fizično prisotni, premišljamo pa nekaj drugega, ne. To je meni zanimivo. Drugo, še mogoče bi to rekla, da ne bom se pol vračala, jaz zdaj drugič gledam ta film in mi je prvič popolnoma ušlo iz glave, da ponuja tudi temo evtanazije. Dva stara človeka pravzaprav si želita umreti. In jaz sem pretresena, da v družbi, ki se sploh ne more vživeti v to stanje, v kateri odločajo ljudje, ki so na višku življenjske moči, si ne morejo tega sočutja
razviti tisti majhni skupini ljudi, ki mora v trpljenju vztrajati v nedogled in z njimi njihovi svojci. Mislim, ta ideja, da ko enkrat trpiš, nimaš občutka, kdaj bo tega konc, se ti zdi, da bo to trajalo v neskončnost. In to je za trpeče in za tiste, ki so ob njih, eno strašno hudo breme. Hvala, Meta, za to vaše razmišljanje. A je še kdo na balkonu, ker jaz spet danes pa čisto nič ne vidim na balkon? Je? A bi še kdo drug kaj dodal, tudi spodaj seveda? Ja? Potem pa Jana, midve nadaljujeva, mogoče kar vi rečete kaj na to, kar sta povedali te dve gospe. Ja, jaz moram tudi priznati, no, da sem imela tako zelo tesen, dober odnos s svojo staro mamo, babico, ki nikoli nisem rekla babica, ampak ki je bila vedno mama za mene. In mislim, če mi ona ne bi dala te priložnosti, da lahko razvijava tak odnos, kot sva, verjetno se jaz tudi s temi temami ne bi ukvarjala, kot se. Že celo pač mojo in študijsko pot in kasneje profesionalno. In tako se mi zdi pomembno, no, da so v družinah ljudje, ki dajo ta prostor, ne, tudi mlajšim, da se tega naučijo. Jaz mogoče najprej rekla, da je taka preobrazba fanta bila kot to, da je dobil priložnost, da je v sebi najdu že neke privzgojene ali pa neke vrednote življenjske, ki jih je dobil, tudi od svoje mame, se mi zdi mama zelo tudi pomembna njena vloga. In se recimo ne kaže samo v odnosu do babice, ampak tudi do strica, recimo, ne, ga prepozna tudi vsem neki drugi luči, ne, kot sicer je v družini imel neko to mesto pa vlogo nekoga nesposobnega, ki ne zna s svojim življenjem ravnati in tako naprej. Ne. In recimo, ne, mogoče se je celo premalo je te svoje srčnosti pa dal drugemu stricu, ne, ki pač je uspešen poslovnež in ne, ima tudi nek boljši materialni status znotraj družine in tako naprej. Ampak tudi njega se mi zdi, da spozna pa začuti po bolj tej človeški plati, ki jo sicer skriva, pa jo ne želi pokazati. To se pa na koncu filma pokaže. No. Tako da se mi zdi odpiranje teh možnosti, prostorov v naših medsebojnih odnosih, da ne, smo res drug do drugega kot ljudje. Ne. Prej ste omenila dolgotrajno oskrbo, ne bom šla v detajle okrog tega, kje smo in kam gremo, ampak jaz razumem dolgotrajno oskrbo ne kot en sistem oskrbe, ki bo tudi te stvari reševal, kot ste vi, gospa, zdaj v smislu zaključevanja življenja odprla, ampak res kot en način življenja našega medsebojnega, da res vidimo človeka v stiski, ne, in da ponudimo pomoč tudi. Ne gre samo za to, da plačujemo prispevek za dolgotrajno oskrbo. To je pač en del, ki mora biti, ne, ki ga pač država razvija in tako naprej. Ampak je še toliko drugih možnosti, ki jim tudi lahko rečemo dolgotrajna oskrba, pa nekako premalo vlagamo to, ne, v medsebojnih odnosih, pa življenju, pa kar se tiče in solidarnosti, pomoči do drugega. Jaz to razumem, da je tudi dolgotrajna oskrba, ne, ni samo tisto, kar se formalno omogoča. No, saj ravno pri tem vnuku, se pravzaprav počas, ko skrbi dlje časa, kaj je, ko skrbi za babico, se vse to začne razpirati. Gotovo, da je to na nek način bilo že prej v njem in je to, kdo ve, kako je do tega prišlo, ampak njemu se to začne, ta solidarnost, ta sočutje, tudi ravno v odnosu do tega strica, ki mu daruje ta pas. In tudi to, kar je gospa Meta rekla, recimo posluša to sestrično muj, in tudi celo, tudi tukaj pri tem, ko ona govori ko jo vpraša, če se kdaj dedek vrača, ko ona govori o tem, da pravzaprav ga ni reševala, takrat na koncu in je hudo ob tem, in tukaj v ta film malo razpira te osebne relacije, niti ne toliko vezane na samo na leta pa na babico, ampak tako, kako pravzaprav včasih gremo en mimo drugega, in to, kar ste vi rekla, to je seveda, meni je bil ta stavek kar močen, moški dedujejo, ženske pa raka, dediščino, pač še vedno smo tukaj znotraj tega, da smo ženske še vedno bolj tiste nekako
zadolžene za nego in skrb in to se ni tako še zelo bistveno spremenilo, kar pa ne pomeni, da je vedno tako, a ne. Ampak kar je še meni bilo zanimivo pri tem filmu, ker je tudi enega humorja, pa tudi ene take, bi se rekli, koristoljubnosti, ne. In to tako na en tak, kar recimo se v naši družbi tako glih ne spodoba, ne, da bi nekdo zdaj skrbel bodisi za koga samo iz koristoljubja, oziroma se pa dogaja, nič manj, ne mislim tega, ne. Tako da se mi zdi, da razpira res veliko teh, kako je včasih dobro pogledati, kje sploh smo z drugimi in sami zase. A ne, ne samo, se pravi, na starost. Je pa res tako, kot ste vi rekla, ne, da smo mi zdaj v takih letih, vsi mi, ne samo to, da nas čaka karkoli, ampak če drugega nemamo blizu sebe ljudi, ki so mogoče nekateri bolni, nekateri potrebujejo pomoč, ali pa so osamljeni, ali pa niso tako upeti v... In tukaj jaz vidim to dolgotrajno oskrbo, ne, da se sploh razmišlja v to smer. A bi kdo še kaj vprašal ali pa komentiral? Tudi zgoraj? Jelka? Ja. Jaz sem pa pomislila na to prvo razmišljanje, no? Da bi stopila še na stran dedkov. Tudi sama imam, recimo, osebno zelo lepo izkušnjo na dedka, tudi na babico, a ne? Ampak se mi zdi, da se družba tudi v to smer spreminja, no? Če je bilo včasih pač drugače, da so včasih očetje tudi zelo pomemben steber družine in kasneje pa tudi dedki, to sem hotela sem reči. Bi še kdo kaj? Jana, kaj pravite na to? To spolno razumevanje ali pa diferenciacija pomoči ali pa vlog, ne, zdaj smo pri mamah, pa pri očetih, pa pri babicah, pa pri dedkih, se meni zdi zelo interesantna tema, ne. Zdaj, kar se tiče skrbstvenih teh vlog, ne, vsekakor je ženska tista, ne, ženske smo prevladujoče, ne, tudi če pogledate skrbstvene poklice, opise, ne, tudi pri nas ali pa drugje, to so poklici, ki so bolj ali manj ženski poklici in bodo verjetno še dolgo časa tako ostali, se pa zagotovo spreminja tudi to, ne, in v tem pogledu se mi zdi ta film zelo pomemben, no, ker je vnuk, ni vnukinja, ampak je vnuk osrednja vloga. Se mi zdi, da tako, ko včasih, recimo, ko sem bila jaz otrok, očetje recimo niso tako, recimo, hodili z majhnimi otroci, ne vem, na sprehode, pa izven domov se kazali to svojo očetovsko vlogo. Ko sem pa jaz imela svoje otroke, pa že recimo moj mož je bil že tako bolj prisoten v javnosti tudi. Danes pa je to nekaj običajenega, danes imajo celo očetje, ne, ta dopuste, ne, porodniški. A ne, tako počasi se spreminja na tej ravni, ne, vzgoje otrok in se bo pa tudi, ali pa se že, ne, pri oskrbi starejših, a ne, tako da danes, če pogledate v praksi, to mi kolegice govorijo, je zelo veliko recimo sinov, ki skrbijo za svoje starše, ne, niso samo hčerke več ali pa snahe in tako naprej, ne. Sploh recimo pri pomoči umirajočim, tam je na terenu kar veliko recimo moških, ki to vlogo prevzemajo. To se mi zdi, da se tukaj vse spreminja, ne, da se težko pa rečem, kdaj bomo prišli do enega takega ravnovesja, ne, glede delitve tukaj vloga, ne, ampak je pa ta misel nekaj izrečena, kdo kaj deduje, je tudi mene tako osebno pretresla, ne, mislim, potem začneš globlje razmišljati, ne, kaj vse je v družinah tudi in kako vse se to dogaja, ne. In potem sem pomislila tudi na področje zakonodaje, ki je specifična pri nas, pa v nekdanjih državah Jugoslavije, ne, to, da imamo mi uzakonjeno, da otroci so dolžni poskrbeti za svoje starše, ko potrebujejo nastaralita pomoč, ne, zato imamo recimo tudi, ne, kaj se vem, doplačevanje, institucionalne oskrbe in tako naprej, ne, ker imamo tudi to v zakonu zapisano, česar pa druge evropske države ne poznajo, ne.
In recimo, ko sem delala v praksi, sem to pač tako sprejela, je pač, mora biti. Samoumevno. Ampak tam sem marsikaj, a veste, tudi videla. Ne? Sploh tam, kjer je bilo več otrok v družini. Jaz se spomnim stanovalk v domu, ko so govorile, ne, če imaš več otrok, slabše je, ker so se potem med sabo kregali za to dediščino. Ne? Nisem tega zaznala, kot je bilo tukaj, ne, da je to res bolj moška zadeva. Ne. Mogoče je tudi bila, pa temu nisem toliko pozornosti dala. Ne. Ampak ne, takrat, že ko sem bila mlada, pri 20-ih, ko so mi to stanovalke v domu govorile, mi bo grozen to slišati pa poslušati. Ne. Več, ko imaš otrok, slabi je. Ne. Ja, saj to je zanimivo, recimo tudi kar se filma tiče, da glede na to, da se dogaja v Bangkoku pa to, ne, so pa teme čisto vsakdanje in jaz mislim, da med nami ni nikogar tlele, da ne bi koga poznal, kjer so se odprle rane, recimo, tudi povezane z dediščino. Ni nujno, da je to kakšen bližnji, a ne, ampak tega je tudi pri nas veliko, a ne, in tudi v zvezi s tem, na kakšen način so pa take močne reči, ki se v filmu res prav dotaknejo, ne, da vendarle ta hčerka, ki je tako predana, in potem reče pač, pogrešala sem jo, ne, ko je vnuk vpraša, Marti, nisi nič računala na kaj, ne. In tudi recimo tukaj ta odnos, a ne, se pravi, babice in njenega brata, a ne, ki sta ga šla prositi za denar, in tudi potem, ko je tam, ko so že zvedala, ne, da se ne bo mogla pozdraviti, ne, da je smrt brezizhodna, tudi so besedene kakšne take, da ima pravico vedeti, glede na to, da je to njeno telo, no, ampak ona tam pač pove pol hčerki, na nek način vsak mu nekaj daruje, kolikor le lahko hčerki pač to, da je z njo na nek način bila najraje v družbi, ne. Tako da je zelo prefinjeno, ker ni logike, zakaj bi temu sinu, a ne, oziroma bratu, a ne, darovala hišo, ki je najbolj bil luftarski in ni znal z denarjem, a ne, ampak na nek način mu je hotela otreteno pot, no. Ali pa jaz bi rekla bolj poskrbeti, ne. Ja, no. Ker je pač ga pozna, ve, kakšen je in tudi reče, ne, ne vem, boljše je, ne, da ga ni, da ne pride k meni na obisk, pol vem, da je v redu. Ne. In pol na koncu, ne, pač njemu prepusti hišo, zato ker ve, da ne bo mogel zase poskrbeti. Ne. In tisto, kar se mi zdi pomembno, je pa pol, da vnuk reče stricu, ne, kar vzem denar, noben drug ne bo več zate skrbel. Tako da, mislim, da je bilo več momentov, imel tukaj režiser v mislih, a ne. Se pa ves čas prepleta ta skrb za drugega skozi film, no, kar je zelo pomembno, da je prisotno do konca, a ne še potem, ko je pogreb, a ne, trka vnuk ves čas, ne, babici govori, ne, in na nek način skrbi za njo. Ste me spomnila še na nekaj. V bistvu na te rituale, ne, babica v bistvu prižiganje, darovanje čaja, potem to potresane cvetnih listkov. V bistvu tudi en tak pomen teh ritualov ali pa srečanja ob kitajskem novem letu, a ne, ker so bili mešana družina. Ti rituali kot na nek način en tak zapik za človeka in hkrati za povezovanje, da se srečajo, vmes se dotakne, ne morajo priti, nimajo časa, oni nikoli ne pridejo, ne? Se pravi žena pa ta vnukinja Rainbow. In še, recimo meni se zdi, mogoče boste še to rekla glede teh ritualov, tudi te vnukinje deklice Rainbow, kako ona neposredno, ne, tam, ko se spregovori, da ima neozdravljivega raka, reče, kar je zelo otroško in lepo in tegane, da bo ona zdravnica, ko bo velika. Ne? Mogoče še kaj o tem rečete? Ja, kar se tiče ritualov, se mi zdi pomembno, no, ta prikaz, kako babica nekako poskrbi za to, da to je tudi neka dediščina, ne, ti rituali, ki jih ona pač neguje, ne, in nima priložnosti, da bi jih recimo predala, ne, srednji generaciji svojim otrokom ali pa vnukom, ne, in zdaj nekako vnuk pride na pozicijo, da tudi se nauči teh ritualov, a ne, in jih tudi on recimo, ona mu da to dediščino, da jih naprej pelje in razvija, ne. To se mi zdi tudi ena taka pomembna vloga starejših v sodobni družbi, ne, in pomembno, da starejši predajajo, ne, ostalim generacijam tudi te rituale, a ne. Je pa dejstvo, tudi to, kar mi raziskujemo, a ne, da starostjo, a ne, človek tudi potrebuje, se že pri sebi vidim, kar nekaj teh ritualov, ne, zato da
nekako, ne vem, se znajdeš, zorientiraš v svojem življenju. A ne? Tako da to je ena stvar teh ritualov, ki se mi zdi pomembna, da so prikazani. Ta vloga najmlajše vnukinje, se mi zdi pa iz tega vidika pomembna ta odprtost, ta spontanost otrok. To je tisto, kar mi tudi rabimo, ostale generacije. Ne? Je nekaj tudi, kar ne spuščamo v svoje življenje. In mogoče nas to kdaj strezne. Ne? In, ne, takrat, ko reče ona, bom jaz te pozdravila, ne? Bom postala zdravnica in te pozdravila, to je bilo res neko streznitev za otroke njene, da so se prenehali kregati med sabo v tistem momentu in nekako razmislili tudi, ja, pa res, čas se izteka, nekaj ga še imamo, mogoče pa res ta zadnji moment, da ga svojo mamo izkoristimo. In tako včasih res nekoga rabiš, da te strezne. Zdaj, dostikrat smo recimo tudi socialne delavke v tej vlogi, ko vstopamo v družine, da damo ljudem vedeti, zdaj še čas, zdaj še prostor. Ampak ni nujno. Ne? Družina lahko tudi znotraj sebe poišče te vire pa resurse, ki jih ima. Tako sem jaz razumela. To se mi zdi zelo lepo. Pa še to, recimo kakšni te detajli, tam, kaj je deklica pol na koncu, ko je bila že čisto na koncu babica ji lakirala nohte. Tudi tist prizor, ko je ta vnuka je odpel tist gumb. Tako to počasno odpiranje in zbliževanje vnuka in babice je bilo res lepo prikazano. Oziroma, da sta se vedno bolj videla. No? Še to sem zdaj drugič, ki sem film gledala prav tle na koncu. Se mi zdi tudi tako odpiranje enih tabujev. Ker recimo, sicer, jaz nisem prostovoljka pri hospicu, slišim pa, da ste tukaj tudi, ampak odnosi, stiki z ljudmi v res tistem zadnjem obdobju življenja. To je nekaj, ki je sicer širše zelo, nekaj, česar nočemo odpirati, pa se nekako temu posvetiti. Tukaj pa režiser tako lepo pokaže, v kadru, ki je kratek, kaj vse se da narediti. Ampak če smo mi spontani, če nismo zavrti, preobremenjeni z nekimi dediščinami, pa ne vem čim vse, če imam res dobre odnose, poj najdeš tudi, poj tudi veš, kaj lahko s človekom počneš. Ja, ampak moraš ga poznati. To, da je odpet gumb, je prav posledica tega odnosov, ki ste jih imela. Ampak vidite pa otroke, ta njihova spontanost, to in za njih je igra, hkrati pa v bistvu tudi je odnos, nisem igra. In ta spoštljivost, spoštovanje do babice, ki umira, res do zadnjega trenutka. Pri nas je še veliko tega strahu, da ljudje umirajo doma. Mi smo to prestavili v inštitucije, najraje bi to še vedno v instituciji, ampak želje ljudi so pa, da umrejo doma. In tukaj imamo ogromno tega dela, da bomo res naredili to pot, da bo res ta zadnja naša življenjska izkušnja v okolju, kjer mi to želimo. Ker smo raje, da bi se s tem ukvarjali, smo to prepustili, da se drugi s tem, pa strokovnjaki, pa mislijo, da oni pač imajo največ znanja in najbolj vedo, ampak na koncu se izkaže, da pa res tega družinskega, medčloveškega pa tudi strokovnjaki ne morejo čisto nadomestiti. Tako da ja, je odprl režiser nam še dodatne teme, ampak v srednji pa še vedno ta medgeneracijski odnos tudi v tem čist zadnjem obdobju. No, meni je bilo zanimivo tudi, ko se ta Mavrica pojavlja, tako pisanost, pač ko gre vlak in to, cel kup enih takih simbolov. Mogoče, a bi vi kaj še dodala, še asistentka je tukaj z nami, pa me zanima, kako je še en mlad pogled na vse to. Pozdravljeni, sem Klara in isto prihajam iz Fakultete za socialno delo. Hvala za besedo. Meni so te teme tako zelo blizu, sem tudi na tej katedri zraven in pri predmetih in sem ta film tudi gledala iz tega bolj mogoče sociološkega vidika, kot ste tudi že omenili, kako so neke teme, ki so tako značilne za Tajsko, za Ameriko, kot za Slovenijo, kako je dedovanje, kljub temu, da morda mislimo, da je lahko to neka bolj zahodnjaška zadeva, pa ni, lahko tudi vidimo to na Tajskem, kako so neki te odnosi med sabo, ki jih imajo, oziroma družinski, zelo podobni. Kot da bi posneli film tu, da ni bilo nekaj totalno drugačnega. Tudi te rituali, ki so, jih lahko povezujemo z rituali, ki jih imamo pri nam, pa imamo totalno drugo verovanje, ali pa nimamo verovanja. Recimo to in pa tudi ta
kot ste omenili, konstrukcija vlog, kaj se od nekoga pričakuje, kako je to posledica zgodovine, kdo naj bi za nekoga skrbel, kaj naj bi se z nekom dogajalo in kaj naj bi iz tega šlo. In pa še pa na koncu, recimo, ko smo videli, kako izgleda dom za stare, kakšni so normativi mogoče na Tajskem in kakšni so pri nam. In tudi s tem je neko sporočilo, kako se skrbi za ljudi, kaj se nameni, koliko denarja so ljudje vredni ali pa koliko nas bo to stalo. Da smo lahko tudi to realnost ljudi v institucijah, ki so ali niso dobre, ki za to v tem času poskrbijo. No, tako ta vidik, poleg vsega tega seveda v srednjih tem zaključevanja življenja, neke tudi vztrajnosti v svojih rutinah in ohranjanju domačega okolja, ki ga večina od nas ne bi želela zapustiti. Tako, na kratko. Hvala, Klara. Jaz mislim, da s tem lahko tako lepo zaključimo. In jaz bi se najprej seveda zahvalila vam, da smo skupaj gledali film, potem pa še posebej vam, Jana, ker ste nam razprla na nek način. Dobro je, če so ene stvari urejene, tudi tako, kar se tiče institucij, strokovne pomoči, ampak ne glede na to, za katero področje gre, brez odnosa oziroma človeškega stika, in še super je, če je to malo več ljudi, ki so ti bližje, je to mnogo, mnogo težje. In da zelo pomembna misel se mi zdi ta, da pač da preverimo pri tistemu človeku, kaj pravzaprav potrebuje, da ne odvzamemo avtonomije. Ker tudi to je bilo v filmu, recimo, kako so zvedeli, da ima raka, takoj so preskočili v to, da so bili bolj pokroviteljski. Bolj so začeli, da bolj usedi se počivaj, a boš sploh lahko karte igrala. Skratka, cel kup je teh takih drobižkov in to se mi zdi, ta vaša misel, ki se navezuje na to, res zelo pomembna. Tako da hvala lepa še enkrat vsem, ki ste se oglasili, se kmalu spet vidimo in seveda tudi Kinodvoru. Hvala. Hvala lepa.